Prva od 3 tekem z Goričani v enem tednu se je končala z neodločenih 1:1. Pričakovano je Darko Milanič prvi pokalni obračun v četrtfinalu začel v nekoliko spremenjeni zasedbi. Tako so v primerjavi z zadnjimi tekmami priložnost dobili znova v golu Matko Obradović, v obrambi po dolgem času Mitja Viler, v zvezni vrsti pa Blaž Vrhovec, Aleš Mertelj, Dino Hotić in Dejan Mezga. Bilo je par igralcev, katere nismo igrali dosti, ampak smo dobro štartali, dobro smo šli v tekmo in prvi polčas predvsem igrali boljše kot drugo. In izgledalo je 90 minut dobro. Začelo se je s priložnostjo za Goričane. Najprej je Obradović posredoval pred Burgićem, Arčon pa je zgrešil. V 14. minuti prva sporna situacija. Bohar je lepo izmenjal dvojno podajo, krenil v kazenski prostor, po posredovanju Goričanov pa je sodniška piščalka ostala nema. V 25. minuti sjajna priložnost za Mariborčane, po globinski podaji je Hotić lepo našel Boharja, ki pa se mu ni šlo za natančen zaključek. Bohar je bil tudi osmoljenec prvega polčasa, saj je v 34. minuti moral igro zapustiti zaradi poškodbe, namesto njega je vstopil Santi. Do konca polčasa še nekaj nevarnih akcij pred domačim golom. Najprej po podaji Mertlja z desne strani Zahović lepo spustil žogo za Hotića. Potem pa vodstvo. Viler je izvajal avt na levi strani, Hotić se je lepo znašel na gol avt črti, Zahović pa pred golom v golgeterskem slogu za vodstvo. Le minuto zatem je Luka Zahović imel novo priložnost za povišanje, toda ob soočenju z Grego Sorčanom se mu ni išlo. Drugi polčas se je začel najprej s priložnostjo za Zahovića po podaji Palčiča. Na drugi strani smo le minuto kasneje zabeležili poskus Arčona. Potem pa spet dvoboj Zahović-Sorčan in obramba domačega vratarja. V 55. minuti so ponovno zapretili Goričani. Celcer je lepo podal predgol, Kotnik pa stresel prečko. In prav Kotnik je bil junak v domači zasedbi. V 58. minuti je imenitno izvedel prosti strel, neobranljivo za Matka Obradovića. Do konca tekme so Mariborčani skušali pritisniti za zmagoviti gol, toda nevarnejši so bili Goričani. Dvakrat je ob strelih Kapića dobro posredoval Obradović. Ki je bil nepremagan tudi ob zadnjem poizkusu Kotnika. Končalo se je z realnih neodločenih 1:1, kar pa je vseeno dobro izhodišče za povratno tekmo prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu. Zadeli smo v gosteh, to so pokalne tekme, vedno težke in igramo 180 minut, igramo pred domačim publikom, imamo 1:1, zadeli smo v gosteh, imamo prednost sigurno pred domačo tekmo. Še predtem pa bo med obema moštvoma v soboto ob 20:15 šlo za prvenstvene točke.